Torej, programska shema za Jazz Festival Ljubljana, tako kot ga poznamo letos in zadnjih nekaj let, je bila postavljena pravzaprav že za obletnico tega festivala. To je bil 50. po vrsti in takrat smo prvič res konceptualno festival izvedli na različnih prizoriščih, tudi v daljšem časovnem obdobju. Letos bo seveda zaradi ekonomskih ukrepov festival potekal v svoji standardni, dolgoletni, tradicionalni 3-dnevni obliki, kar pa še ne pomeni, da se ne bo dogajalo čez dneve na različnih prizoriščih. Letos pa ponovno skušamo vzpostaviti dogajanje v klubu Cankarjevega doma, ne samo programsko, odrsko bi rekel, ampak tudi klubsko, družabno, in to ne bi bilo tako, kot je bilo leta 2009 in 2010, res srednje festivalsko prizorišče, kjer se bodo srečevali glasbeniki med sabo in tudi z občinstvom in občinstvo med sabo in tako naprej. Seveda je festival v tem smislu primerljiv tudi lanskemu, še posebej zato, ker nadaljujemo s sodelovanjem z Pedrom Costo iz Portugalske, ki hkrati predstavlja založbo Clean Feet, ki je lansko leto posnela nekaj koncertov in bodo v času letošnjega festivala tudi uradno šli. To sta bila koncerta skupine Engels Octet in tria Igorja Lumperta in tudi nekateri letošnji koncerti se bodo snemali. Pravzaprav je s to založbo prišlo do posebnega projekta Trumpet and Drums, ki bodo prvič v Ljubljani nastopili skupaj in ta koncert bo med nekaterimi drugimi posnela tudi založba Clean Feet. Tudi izbiranje glasbenikov je potekalo podobno kot lansko leto. Delo smo imela razdeljeno s Pedrom Costo, s tem, da sva se seveda strinjala v vseh programskih aspektih festivala, le da je on prevzel dogovarjanje s tistimi, ki so seveda angažirani tudi od založbe Clean Feet za snemanje in za potem izdajo CD-jev. Izbiranje nastopajočih je dolgoročen proces. Težko je reči, da se določeni izvajalci izbirajo samo za prihajajoči festival, naslednji. Z nekaterimi se dogovarjaš pač več nekaj let zapored za to, da potem pride do te možnosti, da se zgodijo ravno tisto leto, v tistem trenutku. Drugače je pa običajno, da se izbor nastopajočih začne že med samim festivalom, z pogovori, z predstavitvami novih stvari, z informacijami, ki prihajajo iz tujine, mnogi gostje, ki pridejo sem, od novinarjev, gostov in tako naprej, prinesejo sabo tudi nove informacije, ki so lahko osnova za to, da je drugo leto nekdo izbran program. Poleg tega bo pa letos v Ljubljani v času Jazz Festivala Ljubljana tudi zasedalo predsedstvo mreže Europe Jazz Network, v katero je vključen tudi Cankarjev dom s Jazz Festivalom Ljubljana in seveda tudi s tem je festival pridobil na svoji kredibilnosti. Tukaj bo nekaj oseb, ki predstavljajo mreženje jazzovskih festivalov in drugih organizacij v Evropi. Nekaj kakih posebnosti v dogovarjanjih ni prišlo za letošnji festival, trenutno vse poteka dosti gladko, nič kaj ni presenetljivega. Moram pa povedati, da bodo tukaj ves čas festivala in še par dni prej dve zasedbi, Adam Lane s svojim oktetom oziroma orkestrom, Throttle orkestrom, ki bo v Ljubljani vadil in potem bo šel igrati na Lent in pride nazaj v začetek festivala 28. junija. In tudi Nene Cherry bo zastin tukaj že 2 dni prej, ker se ravno v Ljubljani začne njihova velika evropska turneja in od vseh nastopajočih se seveda zelo veselim vsakega posebej in vseh skupaj si prav gotovo najbolj želim videti ravno koncert Nene Cherry.